Klinične izkušnje najbolj neposredno, pa tudi najbolj boleče pokažejo, kako velika je soodvisnost med skrbjo ali neskrbjo za ustno zdravje in pojavnostjo resnih kroničnih obolenj. S kakšnimi primeri se srečujete pri svojem delu? Jaz sem zobozdravnica, ki sem specialistka za zobne bolezni, sem pa subspecializirana za onkološke bolnike. Moje delo je, da sem prisotna od trenutka, ko zvejo za diagnozo na konziliju, ko se naredi načrt za zdravljenje raka in potem naredimo tudi načrt za zdravljenje zob. Ustno zdravje, seveda, če ima človek raka glave in vratu, si lahko predstavljate, kako pomembno je. Zato sem jaz tista, ki sodelujem pri zdravljenju tega bolnika prvi 2 leti. To pomeni, da pred zdravljenjem naredim načrt za zdravljenje ustne votline, kako bo izgledalo, preden gremo v zdravljenje raka. Med zdravljenjem sem ob njih in jim pomagam pri vzdrževanju zdrave ustne votline in potem še 2 leti po zdravljenju. Tako da moje delo je pomoč zdravnikom, ki zdravijo raka, predvsem pa bolnikom pri rehabilitaciji. Kajti prav pri zdravljenju onkoloških obolenj so težave, ki se pojavljajo tudi v povezavi z zdravjem ustne votline, zelo resne, kaj ne, v povezavi z obsevanji in tako naprej. Zato je pomembnost specialista stomatološke stroke tako pomembna, kaj ne? Res je. Veste kaj, po obsevanju, pa recimo zdaj prihaja tudi nova zdravljenja, se pravi na antirestruktivnih zdravilih in tako naprej, se lahko zaradi slabih zob, zaradi karioznih zob in zaradi nevzdrževanja lahko pojavi eno stanje, ki se imenuje osteoradionekroza, to je po obsevanju, ali pa zdravili povzročena nekroza kosti, recimo po zdravljenju z antirestruktivi. In veste, te nekroze nimajo zdravljenja, ne da se jih ne kirurško, ne s tabletami in tako naprej, in edini način je preventiva. Preventiva, da sploh ne pride do obolenja zoba, da to ne vodi v nekrozo. Te nekroze so za bolnika izjemno boleče, izjemno hude, terapije ni in včasih mi bolniki povejo, da je pravzaprav to stanje še hujše kot sam rak. Moje delo je v bistvu, da to preprečujemo. In če se ne motim, so se na tej ravni tudi strokovne smernice v zadnjem času spremenile, kaj ne? To lahko pa povem z enim posebnim ponosom. Priporočila smo izdali junija 2022 in v tem trenutku mislim, da so to, gotovo vem, da so to edina priporočila iz zobozdravstva, narodna priporočila, pomeni, da veljajo tako za Ljubljano kot za Maribor. Sem vesela, je bila ena ogromna skupina zelo pomembnih mednarodno priznanih specialistov iz Slovenije, ki je ta priporočila pisala in delala 5 let na osnovi kliničnih izkušenj, na osnovi člankov. Z enim veseljem lahko vam povem še to, da so ta priporočila bila izdana na osnovi angleških oziroma škotskih, malo smo si tamle pomagali in na osnovi tistih priporočil uspejo v Angliji pregledati do 10% bolnikov, v Sloveniji jih uspemo 100%.